Poslanec Resnice Boris Mijič, ki državi dolguje več kot 30 tisoč evrov davkov in prispevkov, delavcem podjetja Progros pa še več, ob tem pa še naprej posluje prek ženinega podjetja, še vedno ni stopil pred kamere. Kot smo izvedeli, naj bi bil od ponedeljka na bolniški, kljub temu pa je bil še v začetku tega tedna dosegljiv na številko za zaposlovanje v podjetju Progros. Je njegovo delovanje v podjetju združljivo s funkcijo poslanca? Primer preverja Komisija za preprečevanje korupcije. Rene Markič. Stevanović je prejšnji teden zagotovil, da bo Mijič ta teden stopil pred kamere in sam pojasnil dogajanje. V vsakem primeru sem prepričan, da v naslednjem tednu, da bo že lahko stopil pred kamere in vam tudi pojasnil vse stvari. A po 8 koriščenih dneh dopusta v juniju je Mijič od ponedeljka na bolniški. Na naše klice se ni odzival, obratno pa še v začetku tega tedna. Kljub bolniški in dejstvu, da od sredine junija ni več direktor podjetja, se je javljal na klice za iskanje novih zaposlenih v podjetju Progros. Danes oglasi za to delo niso več na voljo. S tem se odpira vprašanje o morebitni nezdružljivosti funkcije, zato na KPK v predhodnem preizkusu preverjajo vlogo Mijiča v več podjetjih. Mi bi seveda poslanca Mijiča, kolikor bi ugotovili, da prihaja do nezdružljivosti, pozvali k temu, da z tem preneha. So pa to storili že pred tem. Poslanci morajo namreč v 30 dneh po nastopu funkcije prenehati opravljanje pridobitne dejavnosti, ki je nezdružljiva s funkcijo. KPK je vse, tudi Mijiča, o tem tudi obvestila. Komisija ni prejela obvestila, s katerim bi nas o tem seznanil oziroma dovoljenje delodajalca, zatorej ni mogoče niti sklepati, da gre za eno izmed zakonsko dovoljenih izjem. Enako pa tudi iz Državnega zbora, da mandatno-volilna komisija v tem sklicu še ni izdala nobenega soglasja za delo poslancev drugje. Zakon o poslancih je namreč jasen, ti ne smejo upravljati pridobitne in druge dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. Račun Progrosa je sicer že več kot leto dni blokiran. Podjetji Kolektor Koling in novomeški CGP bosta na blokiran račun podjetja Progros skupaj nakazali okoli 32 tisoč evrov, s čimer bodo poplačali davčne dolgove. Zaradi odprtega postopka na Fursu zadeve niso komentirali, je pa že zdaj znano, da nakazan denar ne bo pomenil izplačila plač za opeharjene delavce. Njim naj bi dolgove, kot je pred časom zatrdil, poplačal predsednik Resnice Stevanović. Iz stranke sicer še naprej, da zadeve, dokler teče preverjanje informacij znotraj stranke, ne bodo komentirali. Poudarjajo, da so se Stevanoviću javili 3 delavci, medtem pa delavski svetovalnici precej več, okoli 15 posameznikov. Gre za v bistvu terjatve, ki se tiče plačil, gre za terjatve, ki se tiče regresa izplačevanja, gre v bistvu navsezadnje zdaj v bistvu še za zadeve, katere še moramo preučiti v plačni listi. Zanikal pa je nekatere navedbe, da bi jim v svetovalnici preprečevali, da se obrnejo tudi na Stevanovića. Mi nismo preprečevalci. Mi smo pravna oseba zasebnega prava, mi smo društvo, na katerega se lahko obrnejo delavci, ki se jim dogajajo krivice. Vse ostalo pa, jaz sem tako da rekel, čist navadna politična maškarada. Po prejetih vseh informacijah bodo zadevo predali ustreznim organom, tako bi primer lahko epilog iskal tudi na sodišču.